Papež se je Grkom zahvalil, da so kljub velikim težavam, s katerimi se sami spopadajo, znali imeti odprti srce in vrata. Mnoge preproste osebe so dale na razpolago tisto malo, kar so imele, da bi to delile s tistim, ki je ostal brez vsega. Frančišek je pozval k odgovornosti in solidarnosti v tej dramatični situaciji. Opozoril je, da migranti živijo v kritičnih razmerah, v tesnobi in strahu, včasih v obupu zaradi materialne stiske in negotove prihodnosti. Dejal je, da razume zaskrbljenost ustanov in ljudi. Pa vendar nikoli se ne sme pozabiti, da migranti še preden so številke, so osebe, obrazi, imena, zgodbe. Evropa je domovina človekovih pravic in kdorkoli stopi na evropsko zemljo, bi jih moral izkusiti. Tako bi se tudi bolje zavedal dolžnosti, ki jih sam mora spoštovati in braniti. Papež se je nato spomnil številnih, med njimi otrok, ki jim ni uspelo prispeti na evropska tla. Življenje so izgubili v morju, postali so žrtve nečloveškega potovanja in bili podvrženi trpinčenju nizkotnih mučiteljev. Prebivalci Lesbosa po Frančiškovih besedah dokazujejo, kako v tej deželi, ki je zibelka civilizacije, še vedno utripa srce človeštva, ki zna najprej prepoznati brata in sestro, človeštva, ki hoče graditi mostove in beži pred iluzijo, da nam postavljanje ograd daje večjo varnost. Pregrade namreč, namesto da bi pomagale k pravemu napredku narodov, ustvarjajo delitve. Delitve pa prej ali slej povzročijo spore, je poudaril in nato pojasnil, kako pokazati solidarnost s tistimi, ki so bili prisiljeni zbežati iz lastne domovine. Treba je odpraviti vzroke za takšne razmere, ne sprejemati enostranskih političnih odločitev. Odločno se je treba zoperstaviti širjenju in trgovanju z orožjem in z njim povezanimi spletkami. Vsem, ki sledijo načrtom sovraštva in nasilja, je treba odvzeti vsako podporo. Države in mednarodne ustanove morajo med seboj sodelovati, prav tako verske skupnosti. Papež je poudaril, da Bog pred tragedijami, ki človeštvu zadajajo rane, ni brezbrižen, ni oddaljen, ne le, da nas podpira, v Jezusu nam je pokazal pot miru. Preden je sveti oče odvrgel venec iz lovorjevih listov v morje, je v spomin na tiste, ki so utonili v morju, izrekel še molitev. Med drugim je dejal: Čeprav so številni grobovi njih brezimni, pa je tebi vsak od njih poznan, ljubljen in izbran.